Živjo, pozdravljeni, dragi starši. Evo, spet sem tukaj z vami, tokrat z novo zgodbo, ki se je dogajala tudi meni. Vam jo bom kar opisala. To je zgodba, ki se recimo zgodi na nedeljo, nedeljsko kosilo. Jaz hrano pripravljam z ljubeznijo, si vzamem čas in si rečemo, končno bomo vsi skupaj, bomo imeli en lep obred. Pridemo vsi za mizo, majhni otroci, eden od otrok pogleda tisto hrano, porine krožnik stran in reče, jaz ne bom jedel. Kaj je zdaj? Naš spontani odziv je navadno, boš, moraš, tukaj smo zato, da bomo jedli, nehaj se tako obnašati, danes se bomo imeli lepo, dokler ne poješ, ne greš od mize in tako dalje. To je spontani odziv. S tem spontanim odzivom mi v bistvu pokažemo otroku neko nemoč, da ne obvladujemo situacije in otrok v tistem trenutku začuti, da lahko doseže. To pomeni, da se začne metati, da pač se trmasto drži, lahko se začne metati po tleh, lahko vrže žlico. Zadnjič sva imela en primer, ko je otrok vrgel krožnik za vročo juho čez mizo, z idejo, da bo pač zmagovalec, ker tukaj je zgodba, ko se gremo moč na moč, kdo bo koga. Midva sva prav zaradi teh situacij, ki sva jih tudi imela, ko so bili otroci majhni, začela organizirati delavnico vzgoja brez strahu, ker sva v enem trenutku videla, da staršem dava lahko zelo veliko. Pa ne v tem smislu, da bodo vedeli, a delajo prav ali narobe in da se bodo obsojali, da nekaj ni okej. Ampak v tem smislu, da jim pokaževa, kaj je to vzgojna moč, kaj je to moč, ki gre na moč in kaj je vzgojna moč, s katero gradimo avtoriteto in seveda s tem vpliv na otroka in s tem seveda samostojnega otroka in otroka, ki zna izbirati, ki ga naučimo, da zna v življenju izbirati odgovorno in samostojno. Skratka, vabim vas na delavnico vzgoja brez strahu, zato, da si boste naredili veliko več lepih trenutkov v vaših družinah in da boste manj utrujeni in da boste imeli bolj, da boste imeli otroke, na katere se lahko zanesete. Se vidimo na delavnici.